Ja, jaz sem rojena na kmetiji. Moj oče je bil Jožef Pečar, kmetija, bilo nas je pa otrok 6. V tem času smo bili otroci majhni, ne. V naši družini med vojno tukaj na našem kraju so bili samo partizani pa Nemci, ne. Ampak ta naš kraj je tako med seboj bil zelo povezan. Zelo povezan. Pomagali so zmeraj enemu drugemu. Tudi niso preveč, da bi rekla, da niso preveč bili tako sovražni, ne. Glavno to, da sovraž pa ni bil v tem našem kraju. To jaz sem opazila kot otroka, ne. To vezo med sosedem. Ampak tudi naši starši, jaz sem bila takrat stara 7 let. Ne, nisem bila še 7 let stara. Takrat 7 let sem bila stara, konec, ko sem šolo začela. In naši starši so nas vzgajali v dobroti pa povezanost, tudi med vaščani. Med partizani je bil pa tako, naš ata je bil, veste kako, naš ata je bil bolj razgledan mož. Je bil res razgledan mož, ampak kljub temu je bil tudi napotov, ne. Napotov. Hoteli so ga tudi že tako, da v vojske se ga niso pospravljali, recimo partizane, tle so bili Nemci drugače. Ga niso pospravljali, ampak po vojski se jaz bolj spomnim. Po vojski se jaz bolj spomnim, kako je bilo, kako je bil preganjan na vsak način, ne, so ga hoteli uničiti. Ampak, ne vem, pač je bila taka božja volja. Niso, ne. Zato, ker ste imeli kmetijo? Ker smo imeli kmetijo, ampak naš ata je bil tak poštenakar, ki se pa vedel je mrskaj, ne, ker tudi polk po vojske, ker so bile te zadruge, so ga hoteli na ta način z davkom uničiti, pa z obvezno vdajo. Obvezno vdajo, recimo, ker je obvezna vdaja bila toliko visoka, da če bo treba mast, ker smo imeli take dejatve, da je šel ata na Hrvaško kupiti mast, da je mast šel kupiti, da je vdal, ne. Ampak z njim je pa zmer tako gledal, da ga niso mogli okoli prinesti, ne. No, in tudi to smo imeli, pa po vojski je bil zaprt v Šentvid, pa doma smo bili mama, pa otroci, pa nam je bila še prek, so imeli še dekle, ne, še tiste so bile punce, no, in je bila toliko obvezna vdaja, je bila toliko visoka, ata je bil zaprt, pol je pa brat, ko je bil star 12-13 let, ki je peljal v Gameljne pšenico za obvezno vdajo. Je gor peljal, je pa tisti, ki ga je sprejemal, je pa rekel, a imate še kaj pšenice doma? Ja, ne, je pa rekel, no pa kar tole, kar težak lepa dan pel, ki je poznal ata, pravzaprav Gameljne, pa to so se ljudje vse med sami poznali, pa so videli, kakšne so situacije. No, in tako se je dogajal, a ne, vse sorte je bilo. No, in recimo je pa tako bilo, kar se je dogajal nam otrokom, naši starši, se veste, kako je to, otrok, če boš nekaj dal, bo rekel, ja, to ne, ali pa še kaj drugega zraven. Tako da mi nismo bili tako podučeni, ne. Ne vem, koliko, pol smo se že pogovarjali, ampak niti ne to. Zato, ker naš ata je bil tako, da
ni rad govoril čez ljudi. Ne bo ta ali pa on. Tisto poštenost in to se mi zdi, da človek tudi po sebi nese. Ne? Je pa bil, ko je bil Pošentvit, je bil pa tako revež, da sem jaz, recimo, ki je dan prišel, ki so ga dan spustili, ko smo imeli v Šentvit, je imel eno teto in tista teta je pošel tet, ne, je šel tet, pa je po kolo, je pa prav teta, delaš pa sam tole pojedu, pa dan pej, boš kar dan šel kolo, zdaj pa dan pej. No, pa je dan prišel, jaz ga nisem poznal. Spoznava sem ga pa potem, da ste pokon enega zobun imel. Zobun imel, da sem pol videla, kdo je. No, in da prehvena šata ni imel sovraštva, tudi jaz nimam. Pa se pa po vojske začel, pa so jih hoteli na vsak način spraviti, ne. Na vsak način so ga hoteli pospraviti, če ne združimo, pa je zopesno udaril, ne. No, in tako, recimo, da tudi to način je bil tle, ker so bili sestanke obvezni, sestanke pol na krajevno skupnost, kako pa kaj, ne, in so rekli, ja, jaz ne grem več nikjer, jaz ne grem več v Nadgrcu na sestanek, tam je meni tak človek, da mu ne prideš do konca. Tam je tak človek, da mu ne prideš do konca, ne. Ja, v Šentvit, ki je bil Ato v Šentvit, nismo šli nikoli, ker ni to ni bilo dostopa. Doma smo pa, veste kaj, doma smo pa molili vsak večer. Naš ata se je tudi zaobljubil, če bo prišel živ iz Šentvida, da bo v Nadgrški cerkvi naredil klopi. No, in pol to, pa po vojske, pa cajt ni bo, so pa delali enkrat mama, ja, pa misliš, dajš pa klopi naredil, daj pa že nis več kot mlad. A ne? Zato, ker moj oče je bil tako, ne, ali naš oče je bil za vsak del, ali je bil zidar, ali je bil karkoli, ni važno pa. Za vsak del, ko ga je začel, ga je naredil do konca. Pa je bil tišler ali pa, mislim, tako. No, in pol je tiste obljubil, doma smo pa otroci molili in pol po, ki je ta dan prišel, ki je po koncu vojne, je pri nam uveš, tako, kapeljica, Jezus pa lučke, električno luče, naštimo lučke, da so goreli skozi. Skozi smo vedeli, za dva so tiste lučke. No, zdaj pa če se kaj na šolo začnem, ne, kako je bo, ko smo v šolo hodili. Pa mi kmečki otroci nismo imeli za nobeno reč, ne za malco, pa vse sorte, ampak veste pa, mi smo bili pa tako nekako ponosni, da tudi marali nismo. Da tudi otroci marali nismo kaj tanskega, ne. Pa je prišla tista unra malca, pa so pa ene ženske stare kuhale tisti kakav, pa prav, naj pa pojej, pa popita, krh namazan. Ampak pol iz tistega, ki mi je una rekla, ne, ki sem jo poznala, da sem vzema, ne. Ampak v nas je bil en tist ponos, ponos tak človeški, ta prav ponos. Recimo, jaz pa to, da je tako gledam, da smo tist ponos vdata vse nosili. Pa tako, da pa človek. No, učitelja pa jaz nikoli ne vem, da bi nas kaj posebna, še tako so bili, ne vem, a so poznali, vedeli so, pa ki od izhajamo, ne. Nis bo nikoli obenega razločka, pa ne nič, ne. To smo se mi že vse pol že sami dali, na drugo stran. No, tudi tako, mislim, v
Učitelj, jaz se spomnim, ko so bile učiteljice, ki je bila ena učiteljica, ki je imela eno punčko, pa mamo prosila, če bom jaz šel tako igrati se z njo, ki je bila sama, ne. Tako na ta način se mi je zdelo, da smo imeli eno privilegij pri učiteljih. Smo ga imeli. Ne tako, da bi nam kakšen kaj rekel, ampak čutil se, ker se drgot, recimo doma smo bili, nismo imeli ne kart, ne nič, kmečki otroci niso smeli nič jesti, pa nič imeli. Ampak tam se pa videl, da si sprejet, pa čutil si, ne, kako da bi enega tazga otroka, ki bi bil po eni strani, en tak človek, ki ima nekaj vse, je pa sprejel, pa se čutil tisto sprejetost. No, to drugače pa bo, ja. Ampak tudi ocene pa tudi nismo bili, da bi rekel, da bi rekli, hop, da pa te. Še zmer je bilo tako, ne, da se mogel ti kaj povedati, če drugi niso vedeli. Tako, no, šolo. Jaz pol sem šel v gimnazijo, pa nas smo, trije smo hodili v gimnazijo, brata pa jaz, pol je pa Atanka rekel, ja, vse trije pa tudi ne moreš v šolo hoditi. Ampak ni pa rekel, kad naj doma ostane. Jaz sem pa tam mala, Atana vezana, pa še toliko nisem bila stara, ne, da sem predavala recimo pravim, svetopisemske, da sem kaj za Lečo predal svoj, jaz sem pa, meni je pa sestra, je pa ena doma, je pa Bertahe imela. Bertahe sem pa rekla, imaš pa Bertahe, toliko Bertahu, je pa rekla, kar doma ostan. No, in s tem sem jaz pol doma ostala na kmetino, pa smo pa delali. Pa smo pa spet za davke delali, smo vozili pesek tam nadol iz Ata, Mata je bil na Sav, je pesek pripravljal, pa Milko, če je bil dež, smo bili vse na Sav. Da smo Milko na vagone vozili na Črnuče, smo Ata je na Kvadu, dol sva na Vržva, jaz sem šla na Črnuče, pa na en vagon na dan Milke, da smo imeli denar za davke. Da smo imeli denar za davke, no, to je bilo recimo pol ure iz Save ali pa več, pa na Črnuče, pa zmetati tisto Milko na vagone, tako da sem bil ves tak, se tresel, ampak dol do Save se spet vse prišel. Ampak to se mi strada ni. Jaz sem v glavnem, če sta te dva doma, takrat, ko se je vagon vozil, sta šla tudi pomagati dol na vagon metati. Takle je bilo, ampak ne vem, meni se zdel, da bi v življenju moj lep. Levške pa da jih gledam. Pa tudi tako tista povezava, ki je bila pol tle v vas, ne. Recimo naš ata, kar je bil takega, kaj za urediti kakšne finančne reči, kakšen denar, pa kakšne prošnje, ljudem je to vse naredil, pa vse napisal. To je bil, ne vem, to je bil meni. To sem jaz v tem bila, tudi če sem bila vsa smatrana, da sem se tresla, ampak to tisti ponos, da sem imela vse očetu ponos. A med vojno pa Ata ni bil nikjer? Ata ne, med vojno ni po vojni. Po vojni. Ja, med vojno se pa spomnim, enkrat so prišli partizani zvečer, glih pred po Božič, ki smo imeli Jasovca v hiši, to je hiša, tudi današnja dnevna soba,
pa smo imeli Jasovca, pa smo tako okrog Jasovca je bil prt, no in so prišli partizana zvečer, pol otroci smo pa kaj noter se skrili pod mizo, ne, pa še en bratranec je bil pri nam, pa so prišli, pa so vso obleko Atovo brat. Pa jaz ten nikoli ne vem, da bi naš Ata kaj omenil. Da bi je kaj vedel, ko so prišli, ne, vse mi nismo to vedeli. Mi smo bili not pod Jasovcem, pa še bratranca smo imeli, je pa rekel, a tizga tudi odamejo, ko imaš trupan. Mislim, takle lepe spomine ima človek. No, ne, nikdar ni bo. Pa tudi takrat, ko so prišle punga iz tovornjakam, pa je šnelfajercem, pa so prišle punga, je bil pa Ata na nju, so pa dejali, mam, kje imaš pa Jožeta, so rekla mama. Ja, Jože je pa na Travank. Pa pravijo mama, ja, bo šel pa jeden punga. Pa prav, ne, bomo šli sami. Bomo šli sami, a ne. Pa so pa res, takrat so ga učenitve tudi podali. Pa so pa res šli punga, so ga gor odpeljali, no, in to so bili spet tak fantje, recimo, ki so bili tisti, pač so mogli delati. Jaz so bili 17, 18, 20 let stari, saj so mogli, ne. Ampak to je, recimo, to je od mame bratranec. Od mame bratranec. Zato se jaz tudi, recimo, sploh nič, ke pol po vojske, ne, ke smo že mlek vozili, sem jaz tudi temu bratrancem, mamamo mlek vozila, pa sem jaz vsak mesec toliko tringelta dobivala, kakor pa je bil mlek. Nikdar, recimo, da bi naš Ata kakšen kaj učitel ali pa kaj tazga, za nobenega, ker tudi drug so bo vse sorte, mislim, take malenkost. Ampak videl se pri tem, da je treba smer vsakmu vse odpustiti. Sem rekla, to je to za današnje cajte, pa za našo vlado. Pa se kaj spomnite, kdaj je oče bil zaprt, katerega meseca, pa do kdaj? To se pa jaz ja. Ne, to se pa ne spomnim. Verjetno takoj po vojni, ne? Ja, takoj po vojski. Ja. Ne more. Moj spomin je čist vse zbrisal. Spomnim se med vojsko, kako so hodili po noč, da bi ga odpeljali, ko da redko kdaj doma spal, je hodil na Črnuče spat, mamna sestra. Ker on je bil problem že v tem, pred vojno bi mogel on iti na olimpijado telovaditi. Je bil športnik? Ja, sam ni mogel to vsaj od doma biti, ker je mogel doma delati. In ga niso prenašali. Bil je praktično tudi naraven in inteligent, ne. Koliko časa je pa bil zaprt, imate vi kaj? Ne, nimam. Pravim, da me moj spomin je čist. Ampak recimo, ko sem hodil na Črnuče v šolo, sem še dan, je župan redko kdaj, da ni bil nekje, da me je kontroliral. In enkrat me je na občino peljal. Na občini so bile pa ne take štenge, precej strme. Tam gre gor, po tistih štengah je padel. Jaz sem pobegnil. Tu se pravi po vojni, župan? Vojno, ja. In ste mu šli takrat? Ja, takrat sem šel, sam sem mogel pa let spet. Aha, vas je stalno klical? Sam, ne, ja. Sam, imel sem srečo, da sem imel učiteljna,
res tazga, ker bo kaj treba kaj odgovoriti, če kakšen izlov, počar daj ti povej. Ker zame je bil pa zanimiv, sem ga poslušal, pa sem se vse zapomnil, kar je pa razlagal. To je bilo zanimivo poslušati. A iz tega kraja jih je šlo tudi kaj na Koroško, pa ali so... Nič ni bilo tla seljenih. Ne? Kar je bilo mrtvih, ali pa pol, ko so prišli dami iz partizana, so pol malo pomrli, ker so bili toliko izčrpani. So bili toliko izčrpani, mislim, tak mat fantje, ne. Domobranske postojanke pa ni bilo tukaj. Ker so bili sami Nemci. Pa partizani. Zdaj imate pa spomine tudi na to, kako so jih iz Šentvida vozili sama, ne? Ja, iz Šentvida so jih pa sem vozili, no in to sva se z uno bratom pogovarjala. Je pa, sem rekel, in avto, ata je rekel, spet jih pelejo. Mislim, brat je let stari, ki jo. No, in spet jih pelejo, pa sem pa rekel, ja, kjer avto je pa to bil? Je pa rekel, ja, to je bil Čičkov avto, ki so imeli cehvenco, pa je mogel jeti, ne? Pa je mogel jeti, ne? Pa so jih, pa jih je vazil, to je tiste človek, že cehvence nimel več, že tudi umrl je, tako da prehne. Pravzaprav jaz sem tako manj, da jaz tistega človeka nisem poznala še. Odkot so jih vozili pa kam? Kam? Kam so jih pa pelali, pa jaz ne vem. Jaz ne vem, pa tudi Jože rekel, da ja prav, kje so jih morali na Vatance, kjer bo bolj deleč, ne? V Gmajno, noter v Gmajno, pa kdo je to pospravljal, pa kako, kdo je to delal. Samo glavnem to, Jože, brat je rekel, ja, ne da je ata mi rekel, je že spet pelejo. In iz Šentvida? Ja, gotovo ne vem, a so jih iz Šentvida pelali, ali pa je, ja. Iz zaporov. To se pravi, to je bilo že po tistem, ko je ata bil že doma? Ja, ja. Katerega leta naj bi jih vozili? Do konca je bo 45 leta, ne, vojske je bo 45, pa po tistem se je začel. Sej so tudi po tistem našega ata zaprli, ne. Sej tudi naš ata, ki je bil zaprt tam v Šentvid, je pa eden prišel prav, Jože, hva pa ti tla devaš. Ampak naš ata je bil pri Orleh, naš ata je Orle mal tudi čez. Tisti fant je pa bil tudi prnemo, ne, ampak je takrat mogel biti v Šentvid, ne. Takrat je mogel biti v Šentvid, da pa videl, je pa djal Jože, hva pa ti tla devaš. No in pol po tistem je pa dan šel. To se pravi, da mu je en domačin, nekdo, ki ga je poznal. Ja, nekdo, ki ga je poznal, a ne, ga je pol ven spravil. Zaradi tistega je pol tudi dan prišel, v tistem je bil. Se to pa pravim, da recimo, da ni bo vedno tazga sovraštva, po naravi ni bolj sovraštva med ljudmi, ampak kjer je bo treba, ne. Narediti je pa mogel vsak vse, ker če ne boš pa ti šel. Vsak se pa tudi za življenje boji. A pa je ata kdaj pripovedoval, kako je bilo prav v Šentvidu? Ja, jaz tiste pa pripovedoval, da so imeli črve nažupane, pa tako reči, vodo pa tako, nobene take hrane. Sej, če veste, da jaz nisem ga poznala, koliko je mogel biti. Ne, se isto nasplošno ni bobene hrane, ne. Pa tudi koliko kakšen drug pripoveduje. Pravzaprav naš ata je bil malo stari, ne, drugi so bili pa še mlaj, so bili pa še maj
Pa tudi prav se je bil vse dal vsak, da bo en košček kruha dobil. Ali pa če je videl pol, če je eden in drug je rekel, ko sem videl krh, ki je bil usran, pa sem ga pobral, pa sem ga spucal, pa tudi tisti drek pojedel. Tako, lakota je pa lakota, ne. Pa če je mlad človek, ne. Recimo, naš šator morbiti ni bil pol toliko cajta zaprt, ne. Pa je mogel kaj delati v zaporu ali je... A tu pa tudi ne. Ja, hodili sem pa kaj. So tudi delali. Kdaj kakšno reč. Da bi ga pa iz Šentvidova Kočevja odpeljali, to ni... Ne, je šel prej dan. Je šel prej domov. Je prej dan prišel. In kdaj je potem oče umrl? 72 let je bil star. 77 leta. Je umrl. Kaj pa mama? Mama so bili pa stari 78. Mama so bili pa 78 let stari, ko so umrli. Mama so pa še živi. Je pa umrl lepo. Lepo prišel je, veste kako je bilo. Tle taka navada, da na svetega vida se pole požehna pa poblagoslovi. Pol je pa zvečer še dan šel, še iz kolesan se je dan pelil, pa je tam na sred vasi ena, ki je toliko stara kot sam, približno. Je pa rekel, Tona, adijo, zdaj pa gremo, a ne? Zjutraj sem pa jaz brat pomagala blek voziti, sem pa mu nesla še čaj v poslo, je pa rekel, Kristina gleda na Jože Vačen, kakor bratun, ki je bil na dom. No, pa se pa dan peleva, pa tle spet eno sosedo srečava, pa ona maha, pa prav, izpravim, Jože dela pa nova čivata videla. No, in ko je bo. Tok je mu lepo smrt, a ni pa to lepa smrt. In ste kar vedeli, da je... Ja, seveda, če je ona imela tak znak. Ki se je videla, da je nekaj nenavadnega, ne. Tako da, hvala Bogu. Hvala Bogu, veliko smo se naučili. In to grobišče tukajle, oziroma morišče tukajle ni nihče kdaj kasneje hodil gledati ali karkoli, a je še kdo kdaj tja, je bilo zaprto območje. Ne, ta kraj nismo imeli noben hoditi, ker so tudi nadzirali. Če kakšen prišel, da so ga pol... Kontrolirali. Ja. Ali pa pospravili. Tudi ne veste po številu, koliko bi jih bilo? Ne. Kolikrat je oče rekel, da so jih peljali? Je to bilo večkrat, dvakrat ali 10? Ja, že spet pelejo, ne. Se več pa je pa. No, to sva se v nas že tam pogovarjala. Pa rekel, se je rekel, jih že spet pelejo, ne. Ata je vedel, da jih vozijo. Ata je vedel, da je mogoče ne preko. No, je pa tudi poveste, kako tlake so v Nadgradu, tle na Črnučah je bil Pečjak, pa Zajgar je bil župan, Medvejsko. Medvejsko sta bila tle in pol so jih pa tle dol v Nadgrad so pelali, peš sta mogla jeta, ne? Peš sta mogla biti zvezana, pa je v Majno gor, pa so jih postrelili, no in takrat je mogel naš ata jih pol speljati, jeti pune, pa jih je pelil na Črnuče, na grob, ne. No, to je bilo, pa vem, ko smo v Majno hodili, je naš ata zmer hodil, ker sta v dolg cajta ni, tam, kjer so glave bile, pa kjer je kri, dolg cajta ni zrasla trava. Ampak pol, ki je pa že po letih začel, je pa zmer šel, pa zmer poplil. Ja. Postrelili so jih partizani ali kako? Ja, kar
Tako po dnev so jih pelali. Postrele. Postrele so jih pa zato lahko je bilo pretaknilo cajtam, da so pobrava sta za Božič, meni se zdi. Najbrž da za Božič, vse za drugega niso. Za Božič, ker sta tudi divava, sta pa smrčena. Ne? To je bilo pa v vojski, ker sta pa v dva tlaka za župana, pa tajni. Na Črnuča. So jih, toliko vem. Se rekla, ja, kdo jih je pa pele, pa prav Jože, ja, ata jih je mogo pelati, ne. Naš ata jih je mogo pelati.